Lep pozdrav. Današnja novinarska konferenca je namenjena predstavitvi v bistvu prve nujne seje preiskovalne komisije na področju otroške kardiokirurgije in pa nabav na terciarni in sekundarni ravni v zdravstvenem sistemu v Sloveniji. Torej danes je bila prva nujna seja. Na tej nujni seji smo sprejeli nekaj sklepov in dogovorov o delu. Sprejeli smo sklep o izvedbi pripravljalnih preiskovalnih dejanj, s katerimi smo določili, katero gradivo bomo zdaj v prvi fazi zahtevali od določenih poslovnih subjektov in pa od fizičnih oseb. In pa dokazni sklep, s katerim smo določili v bistvu imena prvih 57 prič, ki jih mislimo v bistvu v tem delu opraviti razgovore z njimi, ne zaslišati, ampak opraviti razgovore z njimi. Čisto najprej tehnično, v preiskovalni komisiji je 9 članov, torej vsaka poslanska skupina je prispevala svojega člana v preiskovalno komisijo in ta član ima seveda nadomestnega člana, edino poslanska skupina manjšine se je odrekla sodelovanju. Tudi v prejšnjem mandatu je bilo podobno, tako da torej 9 članov preiskovalne komisije. Jaz sem bila imenovana torej 29.1. za predsednico. Podpredsednik preiskovalne komisije je gospod Jani Prednik iz poslanske skupine SD. Jaz moram reči, da je bila danes seja zelo konstruktivna. V bistvu smo se lepo dogovorili tudi glede obeh sklepov in dela naprej. Nekako smo določili, da bodo seje preiskovalne komisije načeloma ob torkih ob 1 uri. Seveda ne vsak torek, ampak ko bo to potrebno. V primeru sklica nujnih sej pa potem se bomo nekako skupaj dogovorili. Če samo povem glede sklepa o izvedbi pripravljalnih preiskovalnih dejanj. Torej v tem sklepu bomo od 19 subjektov, torej pravnih oseb oziroma fizičnih oseb zahtevali gradivo, in sicer od Ministrstva za zdravje. Zahtevek gre za ta dokument mednarodnega poročila strokovne presoje služb otroške srčne kirurgije UKC Ljubljana za obdobje 2007-2014. Jaz mislim, da je to mednarodno poročilo že dokaj znano in tudi bilo javno objavljeno, vendar želimo poročilo v celoti in pa z prilogami. Potem sorazpoložljivo dokumentacijo, ki se tiče Nacionalnega inštituta za otroške bolezni. Potem morebitne zahteve za strokovne, upravne in druge nadzore UKC Ljubljana na področju otroške kardiologije. Potem od Komisije za medicinsko etiko na Ministrstvu za zdravje prav tako zahtevek za dokumentacijo v zvezi z ugovorom vesti določenih zdravnikov, ki so delali v tem programu, in pa ostalo dokumentacijo v zvezi s tem. Potem zahtevek Komisiji za preprečevanje korupcije, glede na to, da je Komisija za preprečevanje korupcije že v letu 2013 ugotavljala določene nepravilnosti v programu otroške kardiologije, in sicer glede izvajanja kirurgije na področju kirurgije za tujega zdravnika. Potem zahteva Zdravniški zbornici Slovenije glede delovanja programa otroške kardiologije, Nacionalnemu inštitutu za otroške srčne bolezni, to so dokumentacijo v zvezi z ustanovitvijo, dovoljenjem za delo, pogodbami z zunanjimi in notranjimi sodelavci. Kar veliko je zahtev do Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani za področje otroške srčne kirurgije oziroma kardiologije, otroške kardiologije. Potem gre tudi zahteva na Univerzitetni klinični center na področju strateškega upravljanja in poslovno-administrativne službe, službe za kakovost. Tudi tam smo nekako zaznali oziroma detektirali nekatere pripombe posameznikov in pa ta služba je opravila nekaj analiz nezaželenih nevarnih dogodkov na področju otroške kardiologije. Zahtevek tudi Vladi Republike Slovenije po posameznih sklepih v okviru ustanovitve NIOSB-ja, Računskemu sodišču Republike Slovenije, dokument revizije upravljanja z medicinsko opremo in z njo povezani stroški UKC Ljubljana, to gre za revizijsko poročilo iz leta 2018.
18. junija, konkretneje, in pa seveda z vso gradivo, ki je s tem povezano. Potem Nacionalnemu preiskovalnemu uradu dokumentacijo zaključno poročil v zvezi s kazenskimi ovadbami zoper enega zdravnika, prav tako enako za specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije. In pa še podali smo tudi zahteve za izročitev dokumentacije 7 fizičnim osebam. To gre predvsem za zdravnike v okviru otroške kardiologije in pa strokovnih direktorjev posameznih klinik oziroma UKC Ljubljana. Pa še varuhu človekovih pravic, kajti tudi dosedanja varuhinja se je ukvarjala z ustanovitvijo NIJSB in s tem povezano delovanjem programa otroške kardiologije. Zdaj v nadaljevanju pa smo sprejeli še dokazni sklep, v katerem smo torej definirali, kot sem že prej dejala, 57 prič. Zdaj, te priče so vsi, ne vsi, ampak tisti, ki smo jih nekako v različnih dokumentacijah že zaznali, in sicer predvsem z področja otroške kardiologije. Namreč dogovor na preiskovalni komisiji je bil, da ta preiskovalna komisija nekako deluje v 2 delih oziroma bo razdeljena na 2 dela. Najprej bi obravnavali oziroma preiskovali program otroške kardiologije in tudi naredili vmesno poročilo. V nadaljevanju pa potem še z nabavami na sekundarni in terciarni republiki stopnji, torej zdravstvenem sistemu v Republiki Sloveniji, s tem, da bo potem pa na preiskovalni komisiji dogovor, v kateri smeri oziroma katero področje naj bi preiskovali. Tako da zdaj še enkrat, torej 57 prič samo z področja otroške kardiologije. Gre za bivše sedanje generalne direktorje UKC Ljubljana, strokovne direktorje UKC Ljubljana, potem poslovne in strokovne direktorje klinik, ki so s tem povezani zdravnike, tuje zdravnike, tuje sodelavce pri mednarodnem poročilu, nekaj, torej potem tudi z področja sodelavcev NIJSB-ja, bivše ministre, sedanjega ministra, bivše in sedanje direktorje ZZZS-ja, zdravniške zbornice in pa še nekateri posamezniki, ki so sodelovali na področju službe v UKC Ljubljana za kakovost in etične komisije, komisije za medicinsko etiko pri Ministrstvu za zdravje. Tako da pravim, jaz moram reči, da enkrat je zadeva konstruktivno, bili so prisotni vsi člani, potrjeni vsi predlogi. Jaz pričakujem, da v mesecu dni bi naj dobili večino gradiva in potem nekako po mesecu in pol, odvisno 2 mesecih, pa prva seja, ali pa mogoče še prej, ker bomo verjetno potrebne kakšne dopolnitve pri gradivu oziroma pričah. Toliko. Vprašanje? Ja, izvolite. Ko ste omenjali priče, ste omenjali predvsem vodstveni kader, boste morda zaslišali tudi koga od zaposlenih v teh zdravstvenih timih, za katere vemo, da so ključni za dobro delovanje ekipe. Tu menim podporno osebje, medicinske sestre, delo intenzivi in tako naprej. Ne vem, mogoče nisem omenila, vmes so tudi zdravniki, seveda, iz področja otroške kardiologije. Skoraj, rekla, večina njih, ne večina njih, ampak tisti, ki so nekako bili najbolj, bom rekla, vpeti v to, oziroma so odločevalci. Seveda pa v nadaljevanju, če se bo iz gradiva oziroma iz samih pričanj detektiralo še kako drugo osebo, tudi v tem, kar vi govorite o medicinskih sestrah in drugem podpornem osebju, pa definitivno tudi lahko pride do tega. Zdaj za enkrat pa pravim zdravniki, ki so delali v programu otroške kardiologije od 2007 do decembra 2018. Boste povabili tudi profesor Gregoriča, morda ob tem, ne? Ja, profesor Gregorič je vsekakor med pričami, tako da ja. Hvala.